Smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju je v gostišču Dovnik pripravil sprejem za svojo srebrno Lucijo Jurgec. Ta je na mladinskem svetovnem prvenstvu v ekipni tekmi in to v Lake Placidu z ostalimi 3 dekleti osvojila naslov svetovne mladinske podprvakinje. Ja, vesela sem, da sem s puncami dosegla tak uspeh. Ti občutki so nekaj novega zame, prej nikoli nisem bila na takem nivoju. Seveda nisem bila edina v tem, so veliko prispevale vse ostale punce. Sem pa vesela za naš uspeh. Tekmo je krojil veter spremenljivih smeri, tako da so Slovenke po prvi seriji zasedale 4. mesto. V drugi seriji so odskakale bolje in si priskakale srebrno medaljo. Zmaga je odšla v Nemčijo, tretje pa so bile Japonke. Pred prvim skokom sem se probala skoncentrirati, da naredim najboljši skok, pa mi potem ni glih uspelo in sem se v bistvu začela malo sekirati. Je bilo v bistvu težko zame, ker sem videla, da pač smo ekipa, da ni to samo moj uspeh, ampak sem imela tako dobro ekipo, so me potem spodbujale in sem uspela narediti boljši skok v drugi seriji. Slovenke so nastopile v postavi Lucija Jurgec, Tinkara Komar, Tina Erzar in Taja Bodljaj. Za smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju je to prva medalja mladinskega svetovnega prvenstva v skokih. Leta 2010 pa je Jože Kamenik osvojil bronasto kolajno v nordijski kombinaciji, prav tako na ekipni tekmi mladinskega svetovnega prvenstva. Takele uspehi oziroma medalje z mladinskega svetovnega prvenstva vsekakor pripomore k prepoznavnosti kluba. Ne samo ožje, ampak tudi širše po celotni Sloveniji. S tem lažje pridobivamo sponzorje, ki so prepotrebni za razvoj oziroma za vzdrževanje vseh naprav in pa seveda za podmladek. Če mlajši tekmovalci, ki jih imamo zdaj kar nekaj, okrog 10-11, število variira, vidijo, da se da z delom tudi za Šmartna priti na svetovni pokal, na mladinsko svetovno prvenstvo, tam osvajati kolajne. Ni več centrov, kot je bilo včasih Kranj, Ljubljana, zdaj so tekmovalci praktično vseh klubov in to je seveda eno tako zadovoljstvo, meni osebno pa to pomeni, da delamo dobro, da trener Vlado Ačko kot legendarni trener, poznan po celi Sloveniji, dela odlično, posebej z mladimi. Potem pa je svoja stvar naprej, kako gre razvoj, ko grejo v tako imenovan državni panožni center v Kranj, kjer seveda prepoznajo takoj talente in pa dobro delo v začetku. Brez osnov pa seveda ni enega tekmovalca, ne moraš ti starejšega tekmovalca zbrusiti, če mu manjka tiste čist osnove. In Lucija je ena izmed tistih, marljiva, skromna, vemo, da je z velike družine in to je zadnja leta že kar, bi rekel, ne samo v skokih, tudi v drugih športih, da ljudje, ki prihajajo iz podeželskih sredin, z velikih družin, se nekako lažje so prilagodljivi, lažje se nekako osredotočijo na tisto, kar delajo. Seveda je medalje zelo vesel tudi trener Vlado Ačko, prvi trener Lucije, ki je na Šmartnem postavil temelje njene skakalne kariere. Ja, Lucija, ko je prišla k nam kot otrok dejansko, sem že videl, da je zelo motivirana, delavna in da bo enkrat z nje nekaj in je to tudi zdaj dokazala. V posamezni konkurenci pa je na svetovnem prvenstvu v Ameriki zasedla 20. mesto in tako kronala odlično tekmovalno sezono. Ja, bil je napredek od prejšnjih sezon in sem zelo vesela, da se je moj trud začel obrestovati. Upam, da bom nadaljevala tako s takimi uspehi, pa mogoče še kaj nadgradila. V tej sezoni pa je doletela tudi ta čast, da je lahko prvič v karieri nastopila na tekmi svetovnega pokala v Lake Placidu in to v članski konkurenci. 17-letna Lucija je tako prva članica kluba, ki se je uspelo uvrstiti na takšno tekmo.
vendar bo na prve točke morala počakati do naslednjih priložnosti. Ja, jaz upam na še eno uvrstitev na mladinsko svetovno prvenstvo, pa na svetovni pokal in upam, da mogoče tudi točke iz svetovnega pokala, pa še kakšna medalja na mladinskem svetovnem prvenstvu. Lucijo so privrženci smučarskih skokov dočakali v gostišču Dovnik v Šmartnem na Pohorju. Predsednik kluba Rado Ramer pa je nosilki srebrne kolajne izročil šopek in denarno nagrado, ter jo kot član predsedstva Športne zveze Slovenska Bistrica tudi pozdravil. Kaj ti to pomeni? Ja, to mi pomeni veliko, pač da me spodbujajo vsem, kar delam, da tudi če mi ne gre, še vedno veseli zame. Prepričani so, da mi bo uspelo naprej, da sem sposobna še za kaj več. Stiska rok, kaj ti pomeni? Veliko. Pragarčanka je torej ves dosedanji trud vložila v to srebrno kolajno, katero bo sigurno znala nadgraditi tudi v članski konkurenci.